Spoštovani gledalci in poslušalci podcasta Supermoč, lepo pozdravljeni. Danes bomo v tej epizodi govorili o eni najbolj podcenjenih sil v našem življenju. O tistem, kar zelo bistveno vpliva na naše zdravje, odločanje, odnose, celo kreativnost in dolgoživost. Govorili bomo o spanju. In ni naključje, da ima spanec tudi svoj mednarodni dan. Svetovni dan spanja, ki ga vsako leto obeležujemo marca, letos poteka pod geslom Ko dobro spimo, tudi bolje živimo. Njegov namen pa je opozoriti na ključno vlogo spanja za zdravje posameznika in dobrobit družbe. Z današnjo gostjo se pa bomo pogovarjali predvsem o pomembnosti spanja in vpliva spanja na naše poslovne odločitve, na poslovni uspeh, na našo prebojnost in dodano vrednost, o kateri tudi v tem času, ko smo tik pred volitvami, tudi veliko govorimo. Z menoj v studiu medijske hiše Delo je profesorica doktorica Lea Dolenc Grošelj, je nevrologinja, somnologija in vodja Centra za motnje spanja. Sicer pa doktorica Lea Dolenc Grošelj je tudi profesorica na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Doktorica Dolenc Grošelj, dobrodošli v podcastu Supermoč. Dobro jutro, hvala za povabilo. Rekli ste dobro jutro. Ja. Ali vas zaradi, ko pogledam na uro, to uvršča med tiste, ki se jim reče sovice? Definitivno. So sovice in škrjančki, ne? Ja, pri otrocih govorimo o sovicah in škrjančkih. Smo različnih kronotipov, se pravi, odvisno kdaj gremo spat in kdaj vstanemo. Nekateri so bolj jutranji tipi, zgodaj grejo spat, zgodaj vstanejo, nekateri pa smo bolj večerni tipi, kar pomeni, da raje zvečer kaj naredimo, pa zjutraj kasneje vstanemo. In takšni smo genetsko. Bova prišli do tja, kajti na to dajemo premalo poudarka in s tem tudi morda okrnemo možnost za kakšen večji osebni ali pa širši družbeni uspeh. Ampak vseeno, vas vprašam, ste dobro spali minulo noč? Hvala, sem. Ali vi verjamete, da ta dinamika v vesolju, planetarna dinamika vpliva, recimo vedno rečemo, retrogradni Merkur, ne bomo spali, polna luna, ne bomo spali. Ali to dejansko vpliva? Je človek res tako povezan z naravo, z vesoljem, da je tako občutljiv na to dinamiko v vesolju? Ja, zdaj sama svetloba vpliva na to, kar pomeni, da polna luna vpliva preko svetlobe po noči. Če spimo v spalnici, kjer nimamo zatemnjenega prostora, potem bo ta svetloba vplivala na naš ritem budnosti in spanja. Če pa bomo pri polni luni spali v zaprtem prostoru, zatemnjenem, pa v bistvu ne bo tega vpliva. Zdaj, če govoriva recimo o lunarnem vplivu, vsekakor ima pri ženskah vpliv na menstrualni cikel. Menstrualni cikel zaradi hormonskih sprememb je spanje pri ženskah v različnih fazah cikla seveda drugačno. Tako da ja, vplivi obstajajo. No, ne samo cikla, ampak predvsem tiste punce, ki se že soočamo pač z določeno zrelostjo in pred menastanjem. Vemo, da se to, torej tisto lepo spanje preveša v neko zgodbo, ki je včasih naporna, ki nam pušča neprespane noči, utrujenost skozi dan. Torej, hormonsko neravnovesje prinaša tudi nespečnost. Absolutno. Ženske smo drugačne od moških in spanje pri nas je uravnano, seveda tudi s hormoni v vsakem starostnem obdobju. Tako kot če rečemo v menstrualnem ciklu, v nosečnosti, po nosečnosti recimo in seveda potem v perimenopavzi, menopavzi, postmenopavzi. Včasih o tem nismo veliko govorili, ker vedno tudi recimo študije se delajo na moških. Večino študij za zdravili je na moških, zato ker smo ženske komplicirane, ker imamo menstrualni cikel in je vpliv tudi zdravil lahko na nas drugačen. Tako da danes pa veliko vemo o teh hormonih in o vplivu na spanje, na budnost, na kortizol, melatonin, tako da v bistvu je veliko znanja danes, ki ga imamo in seveda tudi možnosti terapije. Tudi zelo neugodne okoliščine, osebne ali širše družbene, vplivajo seveda na naš miselni proces, na naša čustvovanja, občutke in nam nemalokrat ruši
tisto pravo nego spanja. Ali lahko to uravnavamo? Oziroma, moje vprašanje je, kdaj se začne dobro spanje? Mar drži, da se začne že navsezgodaj zjutraj, ko vstanemo? Ja, jaz rečem, da je dobro spanje takrat, kadar se zbudimo spočiti in lahko dobro funkcioniramo podnevi. Se pravi, ni toliko pomembno, koliko časa bomo spali, absolutno ne, koliko časa bomo ležali v postelji, ampak da smo čez dan spočiti, lahko razmišljamo, delujemo v nekem timu, se dobro odločamo, imamo dobro koncentracijo in smo tudi dobre volje. Če ne moremo zaspati, zdaj uvodoma, predno bova prešli na tisto povezavo med spanjem in pa med poslovnim uspehom, kreativnostjo, bi nekaj teh osnovnih vendarle vrzeli rada z vami obravnavala. In sicer, če ne moremo zaspati ali če vidimo, da smo v fazi, ko imamo težave po noči s spanjem, ali je bolje vzeti, ali je bolj zdravo vzeti pomoč, recimo v obliki kakšne tabletke uspavalne? Ja, zdaj glede na smernice, mi smo pisali, 2-krat sem bila soavtor Evropskih smernic za zdravljenje nespečnosti, je prva terapija izbora kognitivno-vedenjska terapija. Se pravi, ne farmakološka. To, da se naučimo, kako zaspati, kako preusmeriti misli, kaj narediti po noči, ko nam tok misli zopet gre na neko stresno dogajanje, ne? In v bistvu iz tega, se pravi, če se da brez zdravil. Če to ni na voljo ali ne zadosti, potem lahko farmakološka terapija, ampak tukaj vedno rečemo v čim manjši dozi za čim krajši čas. Pomembno pa je, da v bistvu sami veliko prispevamo k temu razvoju kronične nespečnosti. Se pravi, ena neprespana noč ni nič posebnega. Vedno imamo nek stresni dogodek, pred katerim recimo slabo spimo. Ampak če se to traja dlje časa, se pravi, vsi imamo neko predispozicijo, da bomo razvili kronično nespečnost in potem se zgodi nek dogodek, nek stres. In seveda takrat slabo spimo. Ampak potem ta stres počasi mine. Mi si pa mislimo, slabo sem spal, bom pa zdaj nekako nadoknadil noter in potem več ležimo v postelji. In da ležimo zvečer, ko razmišljamo, ne moremo zaspati, se razvija anksioznost. In s tem vzdrževanjem, se pravi, ležanjem budnim v postelji, v bistvu vzdržujemo to kronično nespečnost. Zanimivo. Ja. Tako kot recimo rečemo alkoholiku, absolutno ne alkohola, bolniku z nespečnostjo rečemo ne ležati v postelji buda. Ne? In to je tisto, kar ponavadi osebe z nespečnostjo ravno delajo narobe. Mi se ne moramo naspati na zalogo in ne moramo se tudi naspati za nazaj. Ne? Kar pomeni bolje vstati, delati nekaj prijetnega in naslednji dan bo spanje nekoliko daljše. Zanimivo pa je, osebno sem imela takšno življenjsko okoliščino, ki me je potisnila v krog negativnih misli in seveda s tem je prišlo tudi nespanje in se mi je zdelo najbolj grozno, ko se je dan prevešal v večer, ko so me možgani spomnili, oh no, spet neprespana noč, dolge ure in potem recimo za piko na i so mi ljudje, ki so me imeli radi, rekli, Petra, potrudi se spati. To se mi zdi, imam gumb in bom zaspala, ne? Ja. Ampak v takšnih okoliščinah ne gre. To verjetno skoraj da nemogoče. Ne. Kaj se nam dogaja v možganih? Absolutno ne razmišljati o spanju. Ne? In to je tisto, ko potem pride do te hiperbudnosti. Bolj se bliža večer, večja je anksioznost, bolj nas je strah, kako bo, ker zopet ne bom spal. In tipično takšne osebe, recimo v dnevni sobi ob gledanju nekega filma, ko ne bo ta oseba razmišljala o spanju, bo lažje zaspala, potem, ko bo šla pa v spalnico, pa seveda se možgani prebudijo in ta alfa aktivnost je v bistvu zelo na visokem nivoju in smo zelo budni. Tako da poskušamo nekako preusmeriti tok misli, nekako zaustaviti te negativne misli, te težke dogodke, ki so se nam zgodili, napisati v nek dnevnik in si reči, o tem sem razmišljal čez dan, o tem bom razmišljal naslednji dan in zvečer brati neko sproščujočo knjigo, poslušati neko glasbo ali nek podcast, ki nam bo preusmeril tok misli, da ne bomo razmišljali o tistih negativnih stvarih, ki nas bojo potem še bolj v bistvu prebudile.
Doktorica Lea Dolenc Grošelj, dejali ste, da ena neprespana noč ni problematična, nima velikega vpliva ne na zdravje, niti ne pomeni kronične neprespanosti, insomnije, ampak vseeno neke raziskave so pokazale, da že ena noč slabega spanja zmanjša sposobnost odločanja in tudi samokontrole. Primerjali so v tej raziskavi z rahlim opijanjem z alkoholom. A to drži? Ja, to drži. Se pravi, če smo neprespani, kar pa vsekakor bi se bala, je iti za volan za neko recimo dolgo vožnjo, monotona vožnja po avtocesti. Študije, ki so bile delane na simulatorju vožnje, so pokazale, da če smo budni 17 do 18 ur, smo v napakah na tem simulatorju vožnje podobni nekomu, ki ima 0,5 grama na liter alkohola. Če pa smo neprespani oziroma budni 24 ur, pa smo primerljivi nekom, ki ima gram na liter alkohola, se pravi opito stanje. In to je tisto, ponavadi so to nesreče, ki se zgodijo ob veliki hitrosti, avtocesta, to je to mikrospanje, ki se ga niti ne zavedamo, majhna sprememba, ko možgani zaspijo, mi pa niti ne vemo, da smo zaspali. In to so nažalost po študijah v tujini nesreče z zelo hudimi poškodbami ali smrtnim izidom. Druge nesreče, ki pa se nam tudi zgodijo v zaspanosti, pa so v bližini doma. Takrat, ko smo neprespani in vozimo že čisto avtomatično in se rečemo, samo še tole, saj sem že skoraj doma, takrat je hitrost manjša, zato so tudi posledice teh nesreč manjše, ampak tudi v bistvu nastanejo. Tako da ja, tudi neprespana noč vsaj za vožnjo ni dobra, ravno tako ni dobra za neke odločitve. Če se moramo tisti dan o nečem odločiti, razmišljati, bomo kognitivno vsekakor delovali slabše. Ravno ta beseda mikrospanje, ki ste jo omenili, to v bistvu možgani preidejo sicer v neko spanje, človek pa misli, da je buden. Ali lahko v tej sodobni hitrosti življenja se ta mikrospanja dogaja pogosteje, kot mi sploh mislimo? Sigurno. Zdaj, kaj je za nas spanje? Če gledamo po definiciji, ko človeka priklopimo na aparaturo in gledamo, kako spi, je za nas v bistvu budnost med spanjem, kadar imamo 30 sekund budnosti, oziroma že nad 15 sekund gremo v budnost. Mikrospanja so manj kot 15 sekund, 5 sekund, 10 sekund in tega se ponavadi ne zavedamo. To je tisto, ko za trenutek morda postanemo nekoliko nepozorni, se zdrznemo in gremo dalje. In zagotovo imamo tega v današnjem svetu, ko smo neprespani, ko delamo po noči v izmenah, bistveno več, kot je bilo tega včasih. Da vas malce predstavim našim poslušalcem in gledalcem, najverjetneje vas zelo dobro poznajo, pa vendarle je vaša pot v raziskovanje spanja bila nekakšna logična posledica dogajanja v družini. Mar lahko izdam, da ste hčerka, bom rekla, kar legendarnega zdravnika Vinka Dolenca, ki se je ukvarjal znanstveno, strokovno, ravno z možgani. Ja, zdaj tukaj nekako ni bila logična povezava, ker oče je meni v gimnaziji, hodila sem na gimnazijo Bežigrad, v bistvu prepovedal, da grem študirati medicino. In me je peljal v bolnico in je rekel, da moram preživeti 24 ur z njim, da bom videla, da to ni prihodnost za žensko. Pa me ni prepričal, nisem šla v kirurgijo, takrat sem si v bistvu želela bolj genetiko, mikrobiologijo, genetiko, Potem pa sem med študijem vsako poletje hodila v tujino na poletne prakse, na nevrologijo, nevrofiziologijo in sem čisto slučajno odkrila center za medicino spanja, to je bilo v Montpellierju, največji center v Franciji, kjer me je pa ta del medicine, ki je bil v bistvu prezrt, ker po noči se s telesom nismo ukvarjali, tako prevzel, da sem potem hodila tja naprej, naredila magisterij, doktorat in v bistvu prenesla somnologijo v Slovenijo, ki jo takrat sploh še ni bilo. Zanimivo. Pa ste se v družini pogovarjali tudi za družinsko mizo o medicini, ki je vsaj vaju z očetom nekako družil? Ja, tudi mama je bila raziskovalka, farmacevtka, tako da smo se velikokrat pogovarjali o tem in seveda našli stične točke. Zanima me,
ste zdravnica, prihajate iz zdravniške, farmacevtske družine. Ali verjamete v moč, recimo, homeopatije? Ali kakšnih drugih alternativ? Lejte, homeopatija pomeni, da je mikrodoza nečesa. Zdaj vemo, da mikrodoza nečesa ne more pomagati. V današnjem svetu je problem v tem, da je ogromno nekih medijev, ogromno ljudi, ki niso strokovnjaki in govorijo o nekih substancah, naravnih zadevah in drugih, ki bodo pomagale, in danes je vsak strokovnjak za vse. In to me v bistvu straši. Straši me zaradi tega, ker neka vplivnica, neka gospa, ki je ekonomski tehnik, lahko reklamira neke substance, za katere jasno vemo, da ne delujejo. Jaz verjamem v medicino, verjamem v evidence-based študije, za katerih je ogromno znanja, ogromno dela in se pravi, verjamem v stvari, ki so raziskane na večjem številu in seveda, ki je dokazano, da delujejo. Sem pa vedno do pacientov, ki seveda prejemajo različne substance in verjamejo vanje in jim pomagajo, jim tega ne bom odsvetovala. Če vem, da neka stvar ne deluje, vendar pacientu oziroma osebi ne škoduje in se mu zdi, da mu pomaga, naj jo prejema. Zanimivo izkušnjo imam sama, namreč verjetno je to res redka zgodba v Sloveniji, ampak resnično ne uživam alkohola. In ko sem bila pri kardiologu, me je sicer postavil pod vprašaj, zakaj ne. Vmes se celo vprašal, če sem mogoče ozdravljen alkoholik, če imam kakšne travme iz otroštva, da so bili starši alkoholiki. No, in ker seveda ni dobil zadovoljivih odgovorov, me je vprašal, če sem nevrotična. Skratka, zanimiva izkušnja, ampak na konec koncev mi je vendarle svetoval, da naj zvečer popijem eno šilce, recimo dobrega žganja, recimo viski, da bom dobro spala, da bom malo pomirila svoje telo. Skratka, torej iz zdravniških vrst pride na svet, in to je v naši družbi zelo pogosto, da zvečer imajo ljudje ritual, popijajo kozarec vina, kakšen viski ali kaj podobnega, da se uspavajo. Še več. Pogosto je zaznati tudi vonj po kanabisu. Takole, ko gre človek med hišami ali tudi recimo med bloki, se zavonja, namreč zelo resni, uspešni ljudje uporabljajo, bom rekla, zlorabljajo ne samo alkohol, ampak tudi določene droge, travo, marihuano, zato, da lažje spijo. Ali so to učinkoviti in kako na dolgi rok lahko to škoduje našemu zdravju? Zelo zanimiv ta vaš kardiolog. Zelo. Očitno je precenil, da nimate motenj dihanja v spanju, ker obratno, somnologi pa točno, absolutno odsvetujemo predvsem žgane pijače zvečer, zato ker delujejo relaksantno na mišice in sprostijo tudi dihalne mišice. In pri osebi, ki ima motnje dihanja v spanju, pri nekom, ki smrči in ki ima kratke pavze dihanja, bo neka žgana pijača zvečer naredila daljše pavze dihanja, lahko bo ta oseba tudi ponoči zaradi tega umrla. Tako da žgane pijače zvečer absolutno odsvetujemo. Če že, govorimo o francoskem paradoksu, kozarec rdečega vina pri kosilu, resveratrol, dobro deluje na staranje, ampak zvečer se alkohola nekako ne poslužujemo. Kaj naredi alkohol? Alkohol nas bo prej uspaval, se pravi, krajša bo latenca uspavanja, hitreje, ko bomo ugasnili luč, bomo zaspali, vendar pa nam bo spremenil arhitekturo spanja, spremenil nam bo tudi globoko spanje, tako da spanje bo bolj plitko in ne bo dobre kvalitete. In na dolgi rok bomo porušili arhitekturo spanja. Ko govorimo o marihuani, ki je danes stvar, ki zdravi vse, marihuana naredi podobno. Se pravi, da marihuana tudi skrajša latence uspavanja, vendar zmanjša globoko spanje. In globoko spanje je tisto restorativno spanje, ki si ga želimo, ki ga potrebujemo, da se bomo dobro starali, in na dolgi rok bomo rabili več marihuane, manj bo globokega spanja in v bistvu ta odvisnost bo spanje poslabšala.
poslabšala, tako da ne. In jaz tukaj vedno tudi opozarjam ljudi, ki prejemajo CBD za spanje, ker CBD, ki se prodaja, ima velikokrat tudi THC, vendar ta THC je v tako majhni količini, da se lahko seveda prodaja na prostem trgu. Vendar, če naredimo prometno nesrečo in če se nam vzame kri in se nam dokaže THC, tudi če smo jemali samo CBD s THC-jem, ker THC se dolgo zadržuje v telesu, se vzame vozniško dovoljenje, ker pri nas je vožnja 0,0 THC-ja. V medicini pač... Torej, za začetek bi se rada ogradila, ne obsojam ljudi, ki se poslužujejo pač določenih metod za to, da bi vendarle ujeli spanec in recimo produktiven dan po noči, prespani, ampak vendarle v medicini opisujete spanje kot nekakšen tretji temelj zdravja skupaj s prehrano, gibanjem. Vendarle pa naša sodobna družba ni naravnana ali strukturirana. Ta ustroj ni strukturiran tako, da bi razumel posameznike in njihov bioritem in njihove spalne navade. Vse je podvrženo zelo dolgim delovnikom, to je nekakšna še vedno vrednota, stalni dosegljivosti seveda, minimalnemu počitku, da ne rečem, da je vse skoncentrirano na jutranji dopoldanski delovnik. Kar seveda marsikomu, recimo verjetno tudi vam, ki ste nočna ptica, sovica, kot se reče, ne ustreza najbolj. Torej, kako to, da smo navkljub temu, da toliko vemo o spanju v tem trenutku, vendarle še vedno ustvarili ali še vedno negujemo to kulturo, ki pa spanec sistematično spodkopava? Ja, tako kot ste rekli, živimo v dnevu, ki ima 24 ur, delamo z vzhodom, z zahodom, kar pomeni, da moramo biti dosegljivi z nekom v Ameriki ali v Aziji. Dela vedno več ljudi, včasih smo rekli 20% ljudi v nočnem ali v izmenskem delu, zdaj je še več kot to, in kršimo te cirkadiane ritme. Jaz mislim, da vseeno se je miselnost nekoliko spremenila, da starejša generacija se še vedno hvali, malo spim in dobro funkcioniram. Če rečem, veste, kdo sta najbolj znana človeka, ki govorita, da malo spita? Elon Musk in Donald Trump. Morda njune odločitve niso vedno najbolj pametne, kar pomeni, da z časom, ko je recimo Matthew Walker izdal knjigo Zakaj spimo, ki je bila uspešnica v Ameriki, in po kateri so se tudi poslovneži po svetu, recimo kot je Bill Gates rekel, mama je imela demenco, bojim se, če ne spim, vem, da grem lahko to. Se je miselnost nekoliko spremenila in danes, kar opažamo pri mlajši generaciji, je to, da so pa zelo zaskrbljeni o tem, kako, če ne bodo spali, kako bodo funkcionirali. In tudi recimo govorimo zdaj o tej ortosomniji, kar pomeni, ves čas se bojimo, spremljamo naše spanje z urami, z prstani, z vsem in si rečemo, če nisem spal dovolj, kaj bo zdaj, kako bo. In zato vedno rečem, ena neprespana noč ali neka akutna nespečnost ni nek problem, problem je, ko bomo to v bistvu vzdrževali na dolgi rok. Zato z moje strani je vedno problem, živimo v takšnem svetu, da bo vedno več ljudi moralo delati po noči v izmenskem turnusu. Ampak dobro je, da delamo na preventivi. Jaz odlično sodelujem s kolegi medicine, dela, prometa in športa, kar pomeni, da danes vemo, Svetovna zdravstvena organizacija je že leta 2007 in potem po 10 letih ponovno pokazala, da kronično pomanjkanje spanja vodi v povečano pojavnost karcinoma dojke pri ženskah, karcinoma prostate pri moških in debelega črevesa pri obeh spolih. To so največkrat medicinske sestre. In tuje države, severne države, Finska, tudi Francija pred 2 leti so potrdile, da gre za poklicno bolezen. Se pravi, ženska, ki je več kot 10 let dela več kot 2krat na teden v nočnem delu, če nima neke genetske predispozicije za karcinom dojke, je to poklicna bolezen. Moj namen ni, da strašim, moj namen je ozaveščanje in nekoga, ki ima v družini takšno bolezen, da se o tem sprašuje, da se o tem govori in da se kadarkoli pojavi, karkoli takšna oseba seveda umakne iz nočnega dela. Zanimivo. Ampak spanje seveda ne vpliva samo na zdravje, na dolgoživost, kot sem omenila uvodoma, ampak če greva na polje posla, podjetništva, tudi na produktivnost. In seveda
In če smo v polju podjetništva, tudi na empatijo, ki je v podjetništvu vedno bolj ključnega pomena. Ja. Torej med zaposlenimi ali vodstvenega kadra v odnosu do svojih podrejenih. Ali to drži, da Absolutno. izgubljamo tisto, bi rekla, EQ, emocionalno inteligenco? Ja, zdaj, če mi spimo premalo, in to se je lepo pokazalo recimo tudi v času covida, osebe, ki so spale manj kot 7 ur, so imele hujšo obliko bolezni, so slabše odreagirale na cepivo, se pravi slabši imunski odgovor imamo. In študije so jasno pokazale, da 7 ur je nekako tisto minimalna količina pri zdravem odraslem človeku. Američani seveda vse preračunajo in preračunali so pri menedžerjih, da tisti, ki spijo manj kot 6 ur, bodo vsaj 6 dni več na leto vzeli proste. Oziroma, če gledamo drugače, če pa vzamemo 7 ur, kot je tista količina, ki jo priporoča tudi Ameriška in Evropska zveza za medicino spanja, menedžerji, ki spijo manj kot 7 ur, bodo toliko slabše učinkoviti, da se na letnem nivoju to pozna za 1-mesečno plačo. Se pravi, tako slabše bodo funkcionirali, slabše razmišljali, ker kaj se zgodi? Ko smo neprespani, imamo težave s koncentracijo. Težje delujemo v nekem timu, bolj smo nervozni, bolj smo anksiozni, bolj nam gre vse nekako na živce, težje se skoncentriramo, ko nekaj preberemo, si težje zapomnimo in težje se odločimo. In ta odločitev ponavadi ni zelo premišljena, ne? In če seveda smo v nekem timu, kjer vsak dan smo in menedžerji so, lahko pride do nekih slabših odločitev, ki seveda dolgoročno vodijo tudi v druge posledice. Ampak, a veste, po službeni dolžnosti, pa zdaj tudi že po prijateljski inerciji se družim z ljudmi, ki so vpeti v podjetništvo in se mi zdi, da se vendarle ta zavest nekako krepi o pomembnosti spanja. Ja. Ampak zdaj pa vprašanje. A veste, tako se včasih najdemo za kakšnim omizjem, ne, in se pogovarjajo se, da vsi imajo ta čudežni Ja. in gledajo vse te parametre, kako dolg je bil globok spanec, REM spanec, REM in tako naprej. Ali je to zgodba o resničnih podatkih, ki kažejo na spanje in kvaliteto spanja, ali je to malce, tako bi rekla, pavšalna zgodba? Ja, jaz zelo dobro sodelujem z kolegi z ekonomske fakultete, kjer se ukvarjamo z spanjem in z športniki ter z spanjem in podjetniki. In veliko delamo tudi raziskav z temi aktimetrskimi uricami in tudi z Oura ringi, kar pomeni, to je nek približek. In zdi se mi dober, ker, tako kot ste rekla, postanemo bolj pozorni na to, kako smo spali in se o tem več pogovarjamo in tudi delamo na tem, da bo v bistvu spanje še boljše. Niso pa seveda to neki natančni rezultati. In vedno rečemo, če pa nekoga to še bolj stresira, da bo pa zaradi tega bolj v stresu, ker mu ura ali prsta ne kaže bolje, potem rečemo, da se raje tega ne uporablja. Tako da zmerno verjamemo v to do neke mere, lahko s tem delamo neke raziskave na terenu seveda in recimo tudi pri športnikih, kjer jim ne moramo nalimati elektrod na glavo in ga poslati na jadrnico čez Atlantik, se pravi, dobimo neke dobre približke, vendar vedno z pametjo imati te rezultate. A veste, ko sem se pripravljala na en podcast, sem pač prišla do neke ideje o tem, da nevroznanost danes govori, pa mi boste vi pojasnili, kaj to pomeni, o tako imenovanem glimfatičnem sistemu. To pomeni, da nekako med spanjem možgani odstranjujejo vse toksine. Kakšno nočno delo dejansko možgani opravijo po noči? Med spanjem. To je zdaj že teorija, ki jo poznamo že skoraj 10 let. Najprej so to pokazali na živalih, kasneje se to je pokazalo tudi na ljudeh. Mi imamo različne faze spanja. Plitko, globoko REM spanje. In v globokem spanju, tem najpočasnejših možganskih valov, se nam iz možganov preko glimfe, tako kot če rekli v telesu kri in limfa, ki izplavlja te substance, je v možganjih glimfatični sistem, ki izplavlja nevrotoksine. To sta predvsem beta-amiloid in tau-protein. Če se te dve snovi kopičita v možganih, vodita v kognitivni upad in v demenco. Zato je zdaj najbolj popularna teorija, zakaj spimo, zato, da se dobro staramo.
ker nihče od nas si ne želi biti dementen, ko bo star. In zato je problem, ker z leti se nam spanje spreminja. In starejši, ko bomo, manj bomo imeli globokega spanja. Zato je res pomembno, da tudi takrat nekako vzdržujemo to globoko spanje, da ne bo še slabše, ker bomo slabše pomnili in v bistvu res šli v to demenco. Slišim, da se tudi naša kreativnost zmanjša, če smo neprespani. Pa bi tukaj postavila vprašanje, ali je za nego spanja res učinkovit tako imenovani power popoldanski nap, ali nam v bistvu zmanjšuje kvaliteto spanca? Ja, zdaj en kratek popoldanski power nap je priporočljiv takrat, kadar smo v neki deprivaciji spanja. Recimo nismo mogli spati, ker smo delali ponoči, oddajali nek projekt. Ja, potem eno kratko spanje v zgodnem popoldnevu, vedno z uro, da se bomo zbudili, ne da bomo spali 2 ure in se zbudili, ne bomo vedeli, ali smo zjutraj ali je popoldan. Če pa govorimo o nekom, ki je nespeč, pa odsvetujemo power nape, ker s tem v bistvu si porušimo ta cirkadiani proces. Če rečemo, spanje je uravnano z 2 procesoma. Cirkadiani je ta, ki niha v cirka 24 urah, podnevi smo budni, po noči spimo. Drugi proces je pa homeostatski proces. Dlje časa, ko smo budni, lažje bomo zvečer zaspali. In če nas recimo nekaj boli, ali pa če smo depresivni, pa več ležimo, zagotovo imamo nekaj kratkih spanj podnevi in bomo zvečer težje zaspali. Zato takrat odsvetujemo power nape. Pri nekomu, ki pa je aktiven, ki po noči ni spal, ker je moral delati, takrat pa ja. Zanimivo je to spanje, ne? V resnici je to neka faza v dnevu, ki je skupna vsem živim bitjem. In takrat smo živa bitja ranljivi, popolnoma nepremični in je zanimivo skozi prizmo evolucije, razmišljati, zakaj smo sploh prišli do tega, zakaj nismo tega skozi čas premostili, da morda niti spanja ne bi potrebovali. Namreč človek izumlja vse mogoče stvari, umetne inteligence, robote, ne vem kaj še vse, zato da bi bil vedno bolj opolnomočen, manj ranljiv, pa vendarle neka biologija nas še vedno dela nepremične in ranljive. Ja. Bomo kdaj to premagali, da nam ne bo treba spati? Jaz mislim, da ne. Profesor Rechtschaffen je oče somnologije in je rekel, če spanje ni esencialno nujno, potem je to največja napaka v evoluciji. Ker zakaj bi v bistvu tretjino življenja prespali, če ga ne potrebujemo? Spanje potrebujemo zato, ker se nam delijo celice. Spanje potrebujemo zato, ker se izloča rastni hormon, ker rastemo. Spanje potrebujemo zato, ker se nam utirja spomin. Spanje potrebujemo zato, da imamo dobro termoregulacijo, zato, da nas brani pred mikroorganizmi, se pravi, da smo zdravi. Tako da spanje ima ogromno enih funkcij, ampak ena sama v bistvu bo pa sigurno Nobelova nagrada. In do zdaj je bila samo ena Nobelova nagrada za medicino spanja in to je bilo odkritje te cirkadianih genov, kar pomeni, da ljudje spimo po noči v temi in smo določeni z temi geni, kar pomeni, da je to nekaj, kar je genetsko in mislim, da tega ne bomo mogli spremeniti. In kako znanstvenica, ki preučuje po profesionalni inerciji spanje, ne samo spi, ampak kaj delate skozi dan, da dejansko negujete nego ali ta ritem, dober ritem spanja? Ja, tudi jaz ga kdaj kršim, tako da ne bom rekla, da ne. A pa upoštevate recimo po noči, saj veste, noč je res lahko dolga, ko človek ne spi, res ostanete, greste recimo namesto iz spalnice v kuhinjo, berete, pišete. Kako si pomagate? Upoštevate vse te nasvete? Tudi pri sebi? Tudi pri sebi in tudi pri obeh svojih otrocih sem poskušala to upoštevati, tako da moram reči, da sta pri 5 mesecih spala celo noč, tako da ni bilo nekih problemov. Jaz vedno tudi rečem mladim mamicam, da so starši tisti, ki postavijo pravila, rutino. Noben otrok ne bo rekel, sem zaspan, da ime spat, ampak bo hiperaktiven, tako kot smo odrasli neprespani, se premikamo, otrok bo postal neprijeten, veliko bo v bistvu
bistvu migal, in bo s tem premagoval nespanje. Probam se držati vseh teh rutin in poskušati, tako kot tudi letos ozaveščamo pri Svetovnem dnevu spanja, da je spanje eden izmed temeljev zdravega življenja. Šport, prehrana in spanje. In če govoriva o supermoči, je spanje tista supermoč, ki nam bo dala največ energije, več kot katerokoli zdravilo, da bomo podnevi dobro funkcionirali. In mislim, da je to tisto, kar je pomembno, ne da govorimo samo o nespečnosti in koliko moramo spati, ampak spimo toliko, da bomo čez dan najboljša verzija sebe, da bomo maksimalno skoncentrirani, da bomo vedeli, kaj počnemo, da bomo popolnoma budni, da bomo varni v vožnji. To je tisto, kar se bojimo. Prometne nesreče. 20% vseh prometnih nesreč je zaradi zaspanosti. In to je tisto, ko precenjujemo sebe in mislimo, sej bo, pa se kaj takega zgodi. V verjetno preteklosti naši predniki niso imeli toliko izzivov na področju neke najbolj naravne dejavnosti, kot je spanje. Saj že naši slovenski pregovori, s kurami spati, recimo, ali pa bolje spanc, kakor žganc. In tako. In ko omenjate dojenčke in kako lepo sta otroka spala, ko sta bila že dojenčka, se spomnim, da sem takrat dobila eno zelo, ko sem bila jaz mlada mamica, koristno idejo ali nasvet, da dojenček mora biti spočit, da dobro spi. In najverjetneje tudi z odraslimi ljudmi. Če smo preveč hiperaktivni ali pa urniki, aerobik, raznih rekreacij se nekako usmerjajo v večerni del, verjetno to ni najboljša pot. Zdaj, če govoriva o preteklosti, in včasih tudi ni bilo elektrike, in včasih ni bilo industrije po noči, tako da takrat so seveda tega osneževanja svetlobnega, tudi tega ni bilo, in seveda po noči so spali v temi in se zbujali zjutraj s petelinja, In če pa gledava še nazaj, so pa spali tudi to bifazično spanje, ker recimo v jamah človek ni mogel spati 8 ur, ker bi ga, lahko napadla neka žival, se pravi, bilo to krajše spanje. Skozi evolucijo se je spanje zelo spreminjalo. Ampak danes smo v tem svetu, ko smo vedno v nekem stresu, govorimo o tehnostresu. Ves čas imamo neke naprave, ves čas nekaj merimo, ves čas smo dosegljivi na raznih omrežjih, dosegljivi na telefonu in to se mi zdi še dodaten problem, ki ni samo pri naših mladostnikih, ampak tudi pri nas, če ne odgovorim na to, kaj bo. In potem jim vedno rečemo, ne iti spat s telefonom. Modra svetloba je tista, ki najbolj preko očesa vpliva preko tega retinohipotalamičnega traktusa na hipotalamus in na izločanje melatonina. Ampak tudi, če imamo recimo screen, ki je z proti modri svetlobi, nas bo ta socialna interakcija, nekaj sem dobil, zdaj pa nisem pogledal, ali pa sem dobil, zdaj pa nisem odgovoril. Stalno na preži. Stalno smo na preži in to na dolgi rok ni v redu. Kar pomeni, poskušamo iti spat, se odklopiti vsaj 1 uro, preden gremo spat in po noči ne gledamo na telefon, ne odgovarjamo in se priklopimo zjutraj. Zjutraj pa super telefon, modra svetloba nas bo prebudila. Se vam zdi, da ali pa vprašanje, ali vas uspava, ko berete nekaj strokovnega, nekaj povezanega z zdravjem, z vašo ekspertizo ali nekaj čisto posebnega? Zanima me vaš knjižni okus za konec. Jaz v bistvu strokovnih člankov ponavadi ne berem v postelji. Tako da zvečer rajše nekaj enostavnega, poljudnega, neka dobra knjiga, ki te lažje v bistvu uspava. Imate kakšno priporočilo za vse nas? Za konec? Trenutno berem Žižka, ki je, ampak so kratke novele zelo dobre, po katerih lahko zaspim. Dobro. Doktorica Lea Grošelj-Dolenc, hvala lepa, ker ste bili gostja v naši medijski hiši Delo. Ali berete časopis? Ja, z veseljem. Online, tako da ste na udaru modre svetlobe ali imate radi tiskane sobotno prilogo v tiskani obliki med tednom online?
To je dobra kombinacija v sodobnem svetu. Hvala lepa za vaš čas, za vse to, kar ste nam povedali koristnega, bomo upoštevali. In delajte še naprej tako dobro. Hvala vam za In povabilo. lep in prijeten svetovni dan spanja. Enako. Srečno.